Vsi tisti, ki v tem trenutku poslušate tudi moje predavanje, vam iskreno, zelo iskreno polagam na srce. Odmislite vse, kar se dogaja okoli vas, v vaše dobro. Ne sprejemajte vseh teh težkih, travmatičnih, grozilnih informacij. Ne sprejemajte v vaše dobro, v naše skupno dobro. Post od informacij je zelo zaželen. Post od TV-ja zelo zaželen. Post od pogovarjanja o negativnih zadevah zelo priporočam. Priporočam, da se obrnete v svoje srce in da verjamete življenju. So rožice, ki rastejo sredi skal. Malo jih je in vendar so. Tudi rožice sredi skal. Tudi v puščavi je življenje. Je, čeprav ga ni. Na tem svetu imamo svobodno voljo vsi. Ali bomo živeli resnico, o njej govorili in zaupali, ali bomo nasedali vsem tem pastem, vsem tem informacijam, ki so trenutno usmerjene, da nas zamajajo, da izgubimo tla pod nogami, da izgubimo lahkoten, radosten korak, iskrice v očeh, ljubezen do življenja. Ne nasedajte. Ne poslušajte. Ugasnite televizijo. Časopise pustite v trafikah. Negativne pogovore prekinite. Vaše misli usmerite v življenje, v vero v življenje. Ker to je tista moč, ki vam bo omogočila, da boste preživeli to poslednjo preizkušnjo, ki prihaja na ta svet. Samo to. Vera v življenje. Vera, da smo Božji otroci. Vera, da nas Bog neskončno ljubi in da bo poskrbel za vse svoje zveste otroke, ki verjamejo življenju in njemu, ki ne nasedajo vsem tem zvijačam tega sveta. Verjemite. Bog do sedaj v celi zgodovini še nikoli ni pustil svojih zvestih otrok praznih rok. Nikoli. Nikoli. Ne glede na to, kaj se je njegovim otrokom dogajalo na tem svetu. Veliko ljudi je bilo pomorjenih zaradi vere v življenje, zaradi vere v ljubezen, zaradi vere v raj na zemlji, v večno življenje na zemlji. Vendar so bili umorjeni samo na fizičnem nivoju. Ne morejo ubiti duha, niti ne misli. Lahko ranijo samo fizično telo, to zemeljsko telo. In vendar je naš stvarnik, naš Bog Oče nebeški tisti, ki tudi iz pepela ponovno ustvarja življenje. Ki vrača slepim vid, ki ranjenim zaceli rane, ki tistim, ki jočejo, obriše solze.
In vendar je vse odvisno od nas, Božjih otrok. Komu bomo verjeli? Komu bomo zaupali? Komu bomo dali svoje misli, svoje srce, svoje roke, noge? Komu? Temu svetu? Strahu? Prerogbam? Ljudem, ki ne poznajo ljubezni do življenja, ki kršijo človeške pravice? Komu bomo verjeli? Cepivom? Tabletom? Zdravnikom? Ali bomo verjeli, da je življenje neuničljivo, da je življenje vredno ga živeti, vredno verjeti stvarniku, ki nas je ustvaril popolne, za življenje, za radost, za mir. Vsi, ki me poslušate danes, odločite se, ali boste verjeli resnici, ki osvobaja, ali boste verjeli lažem, ki nas ubijajo, ki užalostijo dušo in duha. Svobodno voljo imamo, da se hranimo ali z Božjimi besedami, ali z besedami smrti, trpljenja, sodbe, strahov, groženj. Sami se odločamo. Že zjutraj, ko se zbudimo, se sami odločamo, ali bomo dan začeli z vero v lep dan, z vero v življenje, ali bomo se povezali z izvorom življenja, ali bomo takoj pogledali novice svetovne, ali bomo poslušali poročila na televiziji, ali bomo prebirali časopise, polnih negativnih informacij. Sami se odločamo. In to, kar bomo gledali zjutraj, bo hodilo z nami čez cel dan. In če boste srečali človeka, ki bo vas prestrašen, poglejte ga z ljubeznijo in povejte, da tudi on se lahko odloči za življenje ali za strah. Ali bo verjel svojemu stvarniku, ki ga je poslal na to zemljo brez tekočega računa, brez kakršnih koli obveznosti, kot dar? Ali bo verjel sistemu, ki pije njegovo kri in energijo, ker svoje več nimajo, ker so zaprli pipo sami sebi in si sami sebi žagajo vejo, na kateri sedijo, in potrebujejo tuje organe, tujo kri, da še živijo na tej zemlji, polni zlata, polni denarja, moči in slave. Sami se odločamo, komu bomo verjeli, kaj bomo verjeli, kaj bomo govorili, kaj bomo delali. In 100% smo samo mi odgovorni, kako se počutimo. A sem prestrašena ali imam vero v življenje? Če bom pol ure gledala negativna sporočila na TV-ju ali na socialnih medijih ali na videih, to je tako, kot da bi jedla kače za kosilo. Ali pa podgane. Ali pa zastrupljeno hrano. V želodcu me bo zvijalo. Lahko rečemo ne. Ne bom gledala teh stvari, ne bom poslušala teh stvari.
Ne bom verjela. Če se bom odločila za čisto srce, za čiste misli, bom kot lučka sijala in bom hodila skozi dan kot angel za tiste ljudi, ki iščejo rešitve, ki iščejo nasmeh, ki iščejo pot iz vsega tega trpljenja, dobesedno v raj na zemlji. In če bomo vsi zaprli televizijo, nehali brati poročila, če bomo verjeli v življenje, smo zmagovalci na tej zemlji in oni poraženci. Ker ne bodo imeli več hrane, nihče več se jih ne bo bal, nihče več jih ne bo poslušal, ker bomo vsi poslušali resnico, ki osvobaja, ki daje življenje. In ko zvečer zaspimo, ne bom zaspala z spominom na YouTube film o grozotah na tem svetu. Ne bom, ker bo to spalo z menoj 6 ur, 7 ur. Ne bom. Zaspala bom s hvaležnostjo, da sem lahko preživela en čudovit dan na tej zemlji. Zaspala bom z ljubeznijo do vseh bližnjih, tudi do tistih, ki me ne marajo. Jaz se odločam, s kakšnimi mislimi bom zvečer zaspala. In ko se bom zjutraj zbudila, se ponovno odločam, ali bom odprla televizijo, ali bom meditirala, molila, se povezala s svojim izvorom, si zaželela, da bi dan preživela z ljubeznijo, da bi kaj dobrega storila, da bi blagoslavljala moje sovražnike. Osebno se sama odločam. In jaz osebno sem se odločila za življenje, za ljubezen, za čiste misli, za dejanja ljubezni, za vero v življenje. In zato se smejim, se radostim. In sem lučka za tiste ljudi, ki so prestrašeni, ki se bojijo opičjih koz, ki nosijo že maske ponovno. Jaz sem za njih lučka. Ampak vsak je lahko lučka zase in za druge. Vsak. Samo vprašati se moramo, komu bomo verjeli. Našemu stvarniku ali bomo verjeli ljudem, ki so zaprli pot do izvora življenja. Ker želijo veliko denarja, ker želijo slavo, ker želijo imeti oblast. Vsak ima svobodno voljo. Vsak. In če me tudi mene obišče strah, kaj bom jutri oblekla, pojedla, kako bom plačala položnice. Sem jaz tista, ki ta strah lahko pretvorim v zaupanje, v vero, da bo poskrbljeno zame tudi jutri. Ne samo danes, tudi jutri bo poskrbljeno zame, pa pojutrišnjem tudi. Zakaj bi strahovala za nekaj, kar niti še ni prišlo? Če sem danes tukaj in sem lahko hvaležna za milijon stvari. Za sonce, za ptice, ki pojejo, za rože, ki še cvetijo, za hrano, ki jo še vedno imamo na trgu, za polja, ki rojevajo, čudovite sadove, pridelke imamo. Zakaj bi strahovala? Kaj bo jutri? Danes je dan radosti življenja. In ta moč v nas je tista, ki spreminja svet, ki spreminja temo v luč, ki obuja mrtve,
ki vrača na smeh, ki briše solze, ki zdravi ljudi. In dragi člani Društva za srečno življenje, bodite ponosni, da ste del te družine Beliš, ker smo blagoslovljeni vsi, prav vsi. Blagoslovljeni smo, ker nas Bog neskončno ljubi, zato ker tudi mi njega ljubimo, ga spoštujemo, smo hvaležni za vse to, kar nam je dano. Ne bomo dovolili, da nas bodo prestrašili. Oni se bojijo nas, naše luči. Lažejo nam, obljubljajo nam nebesa na zemlji, s cepivi, zdravili, z lažmi. Mi pa vemo, kdo smo, da smo otroci življenja. In smo hvaležni za vse, kar imamo in kar smo. Dragi člani Društva za srečno življenje Beliš, jaz osebno sem danes zelo hvaležna, da sem še vedno tukaj na zemlji, da imam še to možnost, da vse tiste zmote, ki sem jih delala v svojem otroštvu, v svojem življenju, tja do leta 1987. Hvaležna sem, da mi je bila dana možnost, da grem po novi poti in po tej poti hodim. In lepše mi je. Nimam avta pred blokom, nimam vile, nimam denarja na banki, imam pa radostno srce. Imam lepe misli in ljubim življenje. Ljubim tudi svoje neprijatelje. In te sreče ne bi zamenjala za tono zlata. Te radosti ne bi zamenjala za slavo, ne bi zamenjala za nič, kar je na tem svetu določenim ljudem dragoceno. Vse imam in še več, kar si v tem trenutku sploh želim. Imam čudovite člane Društva za srečno življenje Beliš. Vedno bolj smo povezani. Imam čudovitega moža, ki se trudi, da bi nam razsvetlil to situacijo. In hvala ti, Mihajl, da si nam razsvetlil to trenutno situacijo. Ko spoznamo sovražnika, ga lahko objamemo z ljubeznijo. Dokler je skrit, prikrit, nam lahko zarije meč v hrbet. In hvala ti, Mihajl, za to tvojo zvestobo resnici. In vendar to podajanje ni bilo zato, da bi bili vi sedaj prestrašeni, ampak da boste z ljubeznijo razumeli, da se res na drugi strani tudi nekaj dogaja. Ker se pač dogaja tisto, kar zmorejo, kar znajo, se ne vedo, kaj delajo, ker če bi vedeli, ne bi tega delali. Zato mi, ki imamo to vedenje, ne obsojajmo jih, blagoslavljajmo jih. Oni potrebujejo razodetje, potrebujejo luč, potrebujejo to ljubezen od nas, da bodo spoznali, da so v zmoti, da jih bo ta naša ljubezen osvobodila od temin in od vsega tistega hudega, kar jih čaka, če se tudi oni ne bodo odločili za resnico, ki osvobaja. In hvala vam, da bomo skupaj zmogli to luč prenesti in to ljubezen zasijati v vseh porah našega vsakodnevnega življenja. Hvala lepa.